politični redaktor, neki. Urednik zvoka, ne, čakam, kaj je že bilo pide, enkrat, sem res slišal, da to je bilo tako dobro. Ja, je bil oblikovalec zvoka. Oblikovalec zvoka, ali še nekaj še bolj hujšega, bilo zelo lepo se sliši. Oblikovalec zvoka je dober. Ja. Zvok je oblikoval. To bo na koncu v avtru, naj nekdo oblikovalca zvoka upele. Ja. Sicer ga ni še v scenariju, ampak ne. Mislim, da ga moramo imeti. Ne, nujno. Ker se sliši, ne? Ja, res se sliši. Jaz sem bil prav... Nismo tako, kaj en šalabajzerski podcast LDGD. Pa se pa upravičuje iz prejšnje epizode, jaz se upravičujemo. Mi se že v imenu. Ja. Mogoče vsebine nimamo toliko politično korektne, ampak... Ja, oni tudi mogoče niso. To najbolj zabaven politični tako, podcast. So fajn. Če mi nismo uravnoteženi, pa ne vem, kdo je. Čeprav uravnoteženi smo pa že dokazali večkrat, da znamo. Da smo? Zdaj smo zanič, ta leve pa ta desna, vse prav. Mi pluvamo čez vse. Ja. Tako. Samo veš, eni tega res ne razumejo, ker Hribar je še zmer levuhar, pa že 30 let po desnih pluva. Mislim, ne, po vseh pluva. Ja, ne, po levih delcajte, zato ko so bili delcajte na oblast, ne? A veš, v resnici. Sam verjetno Beni tako, kako bi rekel, statistično pristopu k problemu, že bi rekel, ne vem. Samo v 33 letih so bili ta desni na oblast, sam ne vem koliko, 8 let. Imaš čist point. Pa veš, 25 let po ta levih pluva, ne? Mislim, pa tudi po ta desnih, v bistvu je Hribar čisto vse, kdo je na oblast. Tisti, ki si zasluži. Točno to, tisti, ki si zasluži. Je pa res, da se desni res ni težko, no, ampak moje osebno mnenje, da ne bo podcast, zato ni nič kriv. To je osebno mnenje kolumnista. Peli mi dva kot tukaj, ti kot uredništvo, ne. Jaz se ne nujno strinjam s temi mnenji, ampak v bistvu se pa. Jaz poznam enega, ki je bil na neki poziciji, ne? Kakšni? Na neki taki državni poziciji. Dobro. V družbi je pač neko stvar. Mislim, je rekel, jaz imam mnenje, s katerim se uradno ne strinjam. To se mi je zdaj tako posrečeno povedati. Imam mnenje, ne sme ga povedati. Tako. Se po moje je veliko takih, ampak... Ja, verjetno, ja. Sam lej, it's a job. Ja, pa ni slab plačan. Vse to, a veš. Ne rineš v težave. Služba je, pač narediš svoje, jebat ga. Ti šefu ne poveš vsega, kar si misliš, ne? Ja. Tako da. Če imate vi iste probleme, povejte nam na Discordu. Ja, to. Seveda. Zdaj se je še Aljo preklopil, tako da zdaj smo sklepčni. In uravnoteženi. Ja. Čeprav lihal sem reči, to se mi prepelali čez možgan. Dobar, jaz lahko začnem malo bolj jest. Urede. Mislim, mi paše, mi res paše. Vem, vsem ful paše. Ampak imamo scenarista, pa smo 2-2. Ok. Tako da ni panike, bomo že nekaj zrihtali. Bomo zmogli, bomo ja. Mislim, da ja. Gremo na avizo, preden se to reče. Ne, veš kaj moramo še pogledati, ker smo imeli, anketa smo imeli, samo da najdemo. A, da smo imeli? Ja, to, kdaj kavo pijemo, pa to neki. A res? A to smo imeli? Sam res, kaj sem pa jaz to dal? To vidiš. Elon Musk je, zato ker mi ga dal ni na lajno. Ne, veš kaj, ta druga vprašanje je bilo v threadu. Zdaj pa nešlo videti. V glavnem rezultati so. Pizda, ta stavna dela, daj si ga popravil. Jaz bom pa vmes rezultate prebral. Vprašanje je bilo, kakšno kavo pijete. Brez vsega 32%, brez sladkorja z mlekom 42%, brez mleka s sladkorjem 9%, z vsem 70%. Ampak vse vemo, kdo je zmagal. Tiskamo 42%. Ja, jaz sem za tist brez cukra, no, ampak brez vsega. Z mlekom, zato ker je tako pokazal. Zato ker je to ultimativni odgovor. Vse razumem, ampak sem tako. Sam ne vem, kakšno je vprašanje, ampak dobro. Malo si ga sipe notne, veš, tako po angleško. Dobro, ajde, bom ne. Mislim, probi, no. En macchiato. Če probi, ne, če ti usedel, ne. Mogoče. En oblaček. Ja, to. En oblaček. En oblaček si mi nudil. Kaj si hotel reči, da gremo na avizo? Pa pojmo. A že, ali kaj?
Zdaj, ko smo tole ankete dali čez, pa moramo še kaj, piškoti tukaj piše še. A to kaj drugega pomeni? To so oni piškoti. A je oni piškoti, ki smo takrat še debatirali prelev. A ja, To je ta zgodba, ki je Ja, biskecen, pa da je resnična zgodba pa to. Ja. Tudi kaj že, no, kdo je že na Discordu povedal? Matej Artač, ja, meni se zdi, da je bila to resnična zgodba, ki jo je povedal že. Bajedo je govoril tako po televiziji kar skozi in redno. Pol je pa tudi na enem predavanju, pa na koncu, ko nima več kaj z to zgodbo, ki jo je dal že v knjigo. Bojo je dal pa še v Losa z dvoma za nameček. Ja. Ne. Ampak to originalno, ne to, ne. Mal daljša je, pa mislim, ampak vse v bistvu je isto. Pač, ne. Tako da, ja, to. Zdaj pa gremo lahko na avizo. Okay. Zdravo! To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In v nekem čudnem naključju tudi v enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo. Aljo, Peli in Zi. Ali ste že naročeni na naš podcast? Če ja, hvala. Če ne, pa se naročite. Naročite se, no. Kako vam povemo na hvala za vse ribe.si. Mi pa jemo povedati, kaj smo pa obdelali v prejšnjem epizodi. Ja, kaj je bilo v prejšnjem epizodi? Delfinov ni. Ja. Bilo. Ja. Delfini Šli so. Se vam pa sploh ni vedel. Ja. Zato se ga vsi malo čudno gledali. Ja. No, pa opazuje, da s planetom res nekaj ni v redu. Pa da ima Fenčer še eno napako. Mislim, to sem tudi jaz že opazil, da s planetom nekaj ni v redu. Sam mislim, da je avtor cikl na nekaj bolj, na nekaj drugega. Ampak ja, imaš prav, se s planetom že dolgo ni v redu. Mislim, da že ves cajt nekaj ni v redu. Evo, v rubriki Douglas Vizionar s planetom že dolgo cajta nekaj ni v redu. So pa delfini še tukaj, baje, ne vem. Delfini še tukaj so. Razen teorije zarote, mogoče jih ni, pa mi ne vemo, ker nam to skrivajo lizard people. Ja, to je res. Mogoče se oni sam preoblečajo v delfine, pa malo skačajo za ladjam. Ja. To, da jih vidijo. Ja. To zihar za naš delo. Kaj, mi smo tukaj. V bistvu tle, ja. V bistvu so zba lizard people preoblečeni v delfine, ker delfinov že od 84 ga ni, se vemo, se v knjigi piše. To je jasno. Zdaj pa vse jasen. Vse je jasen. Dobar. Na tej eksploziji gremo lahko na Kvarnik. Ja, dobro. Spet smo pri naši glavni junakinji, pri knjigi Štoparski vodnik po galaksiji. Ja, čudežno je pristala nazaj v naročju. Ja, ne, sploh nima nobene zveze z ničemer. Ampak to pa je tisto poglavje, ki smo rekli, da je ta umestni, se mi zdi. Filer pa kako zgodbo naprej pelati. Ja, Štoparc se je pojavil v prejšnjem poglavju, zdaj bomo pa govorili o Štoparcu. Bam! Ja. Mislim, naglas se vem, da to že zdavne napisal, ampak Marvin imaš tam ful dober lik, ki čaka v nekem očverju, pizda, res. Pa ga pripelje nekam bližje, mislim, žimnice, whatever. Mislim, se Marvin mora tudi nekako potvati, da prijo zgodbo tako kot Ford, pač tam katrola une planete. A veš, ne, mislim, oziroma bojne ladje ali kaj, nekaj še hujše. Očitno mu ni bil tako všeč. Očitno ne. Zdaj se je vmes odločil, da je en doktor roman napisal. Veš. Ja, se je ta, kar je zmer bolj doktor. Ja. Zmer bolj roman, ker je zmer manj doktor roman. Tako da, ja. V glavnem, Štoparski vodnik po galaksiji je prav presenetljiva reč in ful razlaga, kaj je njegov problem in kaj ni. In da je ta stavek čist smiselen, ampak da so problem v bistvu spremembe. S čimer se strinjam. Spremembe so problem. Veš, to je pa ta rdeča nit, ki pa ga ne vede ali pa vede že od prve knjige, veš, pele. Ne. Ta, v imenu neustavljivega napredka. Ne, veš, če rečemo, da so spremembe pa napredek eno te isto, čeprav ni čisto ista stvar. Ne. Ampak
Ja, ni sprememba lahko na boljš, na slabš. Napredek je lahko tudi na boljš. Ja. Ni nujno. Tisto, kar smo nekoč napredek imenovali, se zdaj rad losala. Sej, tako da ni nujno dobro. Ja, se pravi, ni. Ne. Tako da smo tam, v bistvu so vse spremembe. Ja. Vse so spremembe, če tako gledaš. Ja, tehnično, ja. Tehnično so vse spremembe. Ja, ok. Ampak ja, no. A veš, tako kot mi vidimo spremembe, pa tako so tudi v galaksiji. Da je galaksija znana po spremembah. Ampak veš, to se res hitro dogaja. Zdaj, če imaš ti neko knjigo, ki ne bi bila namenjena vodniku, je verjetno te spremembe precej težko jim slediti in to filati noter, v cajt. Ja. Še posebej, če se dogaja res v vesolju, ko se skozi nekaj dogaja. Ja. Ja, veš, že ti, ki si imel, malo outdated Lonely Planet, ki si šel nekam, je stvar kar zapletla. To smo že se pogovarjali. Predvsem v tistih cajtih, ki še ni bilo neta, da si na hitro pogledal nekaj drugega, ampak ki si prišel ti v neko državo, ki nisi imel mobitela, pa si na listku imel naslov napisan iz Lonely Planeta, pa tam ni bilo pol nič, Ja. Ti je malo popestril potvajne, jaz ti to z lastnih izkušenj lahko povem. Si pa zapomnil to, ni bilo pa dolg čas, ne? Ne, ni bilo pa dolg čas. Hvala Lonely Planetu, a ne? Ja. To je bilo ne lež tako narejen. Ja, it's by design. Ne, se strinjam, da je to očitno problem. In pol je tudi ena lepa zgodba. Zelo dolga zgodba. Dajmo se ustaviti pri štoparskem vodniku v porodnikih, ki eno lepo ima to, da je zmotno si predstavljati, da je urednik vesten, natančen in neumoren, kar se pa mor tiče, pozna pa le tiste, ki jih nasrka skozi slamco. Ja. Ta se mi zdi, da mu je res dobro ratala. In v bistvu je v prevodu še lepš, ker je izmor se pravi, iz neumoren je umore, lepo prevedel, tako da bravo, da gospod doktor Alesku, da je super. Mislim, sej smo že večkrat rekli, da je tako in drugač briljanten, ampak ko pa kakšna taka pride, pa je pa lušen. Skozi slamco. Ja. In pol je tle zgodba, velika zgodba o Brekvindi na Fothu pod Avalari. Sem upal, da boš ti to prebral. Jaz upal, da bo kdo drug, ampak sem videl, da ni bilo nekih zagretih. Ni bilo zagretih. To so tiste stvari, v knjigi najprej se potrudim, pogrem pa kar česa. Nekak slika mi ustane v glavi, to je tisto, kar rečejo hitro branje. Ne bereš več po zlogih, tako kot počasno branje ne bi potekalo. Pri hitrem branju te naučijo, da zajameš večje polje. In pri teh zadevah zajemam kar precej velika polja. Zajemaš še malo večje polje za zihar. Čeprav jaz moram priznati, ker sem bral knjigo preden, da smo pač tole se začeli, da moraš slučajno tega Fotha izgovoriti. Tudi nisem obračal toliko pažnje na to. Ok, z maj so bili tam, who cares, mislim, da veš, saj. Brekvindi, Fort, Avalari. Pa pojma še nekaj imena, ki jih sploh ne bomo, ker ti sem pa za naraz pustil, ki še imena vseh teh junakov noter da, pa on pa tretji. Ampak, veš, to je fajn samo za prebrati, v resnici za pogovarjati se o tem, je pa bolj zanimivo mogoče to, da kaj te zmaji dejansko počno. Mislim, razen tega, da tu pa tam kakšnega malo zažgejo, ampak ne prav zato, ker so ljubeznivi. So ljubeznivi in prijazni, Ja. Ampak daj pa po nesreči se pa kaj zgodi. Ja. Mislim, že tako je ta planet, tako, vse je, kako pravi avtor, da je sladki von v zraku in tako naprej. Tako je, sladki in opojni vonjave v zraku, pa v bistvu še zmaji uletijo, čez večerno nebo in to je tako ena Viagra na nebu, razumeš? Tak seks svet je to. Ja. Mene niso zmaji in kolerajca. Ja, ampak tukaj, ki poletijo, ta prav, da so, očitno, a veš, vse skupaj kombinacija. Po mojem, da ne kombinacija. gre za to, ker znanstveniki raziskujejo ta fenomen. Po mojem je to, da v bistvu so neki feromoni zmajev, ki so res prijazni, pa vse. In da v bistvu, stari, to so zmaji, so chemtrailsi, ampak da oni samo ljubezen trosijo, razumeš?
Ampak glej, vsi so pa ostali nedolžni. Ja, to je pa posledica tega. veš. Čeprav so malo bili. Vsak večer grejo v hosta, pa se lepo, kako se temu reče, žgejo celo noč. No, poseksujejo. Žgejo pa je celo noč, bolj se mi zdi. Če ne, pač si, ne vem. Si kaj? Ljubijo se, no, vadijo. Ja. Ne čakajo, ne. Sam pol so, ne, se veš kaj, se pol so vsi zadihani in rdeči zasopli pa tako. Mislim, to ne vem, razen če ne igrajo, ne vem, tenis, šah. Ne vem, ja. Neki, sekajo drvo, verjetno. Ampak ne vem, zakaj bi bili posekali drvo zardeli bala, veš. Ja, pa vroče ti je, ne. Zakaj so pa bolj lepljivo deviški, ta je tudi lepa. Lepljivo, ta lepljivo deviški. A veš, zdaj se spet, veš, ne vežemo, ne, recimo na unede dve. Garfunkel in Dovca, veš, smo že večkrat vprašali, če ste kdaj poslušali. Dve imate en komad, ki se imenuje Loophole, ne? Ja. Ki je v bistvu, kako ohraniš deviškost do poroke, ne? Aha. Ne? Je ena luknja, ki jo Bog ne vidi, ne, v katero lahko daješ stvari. Aha, no, vidiš. Ja, to vidiš, le. Blis je v Ja, ok, možno, da ne, da mogoče brekuindarci na fofu pod Alvari tudi to delajo, ali pa ne, se imaš tudi 1000 stvari, ki mislim, praks je kukar češ. Ki ni treba, da je glih, ne. Tako, da lahko ohraniš tudi deviškost, ne? Ja. Mogoče bi to naslovili na našo RKC, da ugotovimo, kako ohraniš deviškost, pa še celo otroka dobiš, ne, da si sam lepljiv. Ne, tako da... Res, ja. Oni so iz tega izpeljali neko knjigo, be. Ja. Tako da. Točno, ja. Tako da, mogoče pa imajo kaj. Čak bom rekel, Marija, to je pa za raziskati. Ja, ampak no, tele pod Alvari so pa, mislim, da je avtor hotel povedati to, ne, da zmaji res dobro učinkujejo na cel planet. Ne. Razen tu pa tam, kadar pač kakšen ga malo žgejo, zato, ker imajo, ne, a veš, kaj že, ogenj imajo pa medcelinska raketa, ne, močen pa, ne, brutalen, tako da... Ampak v bistvu ne, sploh ni fora v tem, da... Spet smo tukaj na navezavi pri točnosti podatkov. Ne? Na navezavi točnosti podatkov, ker v štoparskem vodniku pač piše... Ne, vse to, kar smo zdaj govorili. Vse to, kar smo slišali. Ne? Ja. In je ful enih štoparjev, ko hodi na ta planet, ne? Ki pa so pol malo razočarani, ker ugotovijo, da v današnji moderni brekuinni v Alvarski zvezni republiki je vse posod samo beton, posejan z lokali s striptizom in prodajalnicami z majskih burgerjev. Ja. To je še slabška Las Vegas, stari moj. Z maja so predelali, evo. Ne. Mislim, ali pa sam. A veš, lej, nekdo je... Kad ti se opuščavi, če tam ne bilo nič, pač ne bilo nič slabega. Ne. Tle pa je bila očitno neka idilična pokrajina, polna gozdov, kamor so lahko ljudje hodili zgubljati deviškost. Ne. Ja, ali so pa sam napletli celo zgodbo. A misliš, da bi bil skozi beton, pa da so sam... Jaz sicer nisem še bil nikoli na Havajih, ampak po mojem, da njim se je glih je nekaj podobnega zgodil. Ne. Ja, da zdaj, a veš, od tistih, če si gledal, ne vem, kakšne te filme, kaj so bili Upor na ladji, Bounty, koliko je bilo, veš, oni rajski otočki, pa to, kaj kazali, ne, a veš, da od tiste predstave ti v bistvu bolj malo ustane, ne, pol prideš kaj, je tam kakšen gromozanski letališče, hoteli, ne vem, karkoli, vse to kjerkoli doživiš, no, mislim, ker naravo zamena beton, ne. Sam beton pa štanga, kakor je rekel, ne. Ja, v bistvu, ja, ne. Tako pa, ne. A veš, kad ti v turističnem katalogu imaš vse krasne neke slikce, pa ugotoviš, da je mečkan drugačko, ker si dejansko predstavljal v idilo. Edina plaža, ki je bila, pa je se sam slikala. Po moje je to glih za vsako turistično destinacijo, ker če zračunaš, mislim, delka je, ne, hujši je pa kudu tja, veš, ne, če moraš ti nekam, kamor letiš 22 ur, recimo, rečemo Novo Zelandijo, ne, veš, moraš čez žnjo enih terminalov, ne, ker če greš na Krk, moraš sam čez Ilirsko. A veš,
Pa še to malo ne treba je čez noben terminal. No, pa še to, ja, veš. Zdaj pa kad s tem je pa spet odvisen, koliko imaš denarja, ne. Če imaš denar za Belo Visto, pol je v redu, ne. Če pa nimaš, si pa pač ne. V Dravljah, sam da so Dravlje, da imajo Dravlje plažo, veš, namesto Šiške. Recimo, ja, Fužine v morju. Ja. Fužine v morju. Sam Fužine imajo Ljubljanca, tako da tehnično Fužine so ful zelene. Ful lepe in Ne, zelene. pravim, ampak tako pač neko betonsko naselje. Dravlje so bolj, veš, ker niso Dravlje so bolj betonske, kot Fužine. Fužine so samo, veš, kocke, veš, to je zdaj zdolgcajt. Fužine so zelo zelene, v bistvu. Fužine imajo ful... Čeprav so večje stolpnice, ampak... So večje, ampak je več zelenih površin okrog. Vse bolj zeleno okrog. Ja, oni imajo veliko zelen... Boljše takih razporeditev zdaj ne delajo več. Ne, ta arhitektura so malo študirali. Zdaj soseda vidiš, ne, a veš, recimo Mesarska ali pa kje te novejši bloki, to je že 15 let staro resnico. Vidiš sosedo noter, ne, tako da veš, pač na gosto je treba narediti, tako da se maksimizirati. Kvadraten meter je drag, tako da ne bo zdaj tam to vsak kmet dobro ve. Ne bo drevje stal tam, ne. Ja, itak, ne. Pa stane. Igrišča. Ja, kva pa rab to. Travank, okol bajte. Igrišče lahko še en blok postavimo. Točno to, vila blok. Vse ga bojo odrali na koncu. Na koncu zdrali, namest tam, kaj je Kucelček za otroke bil zasankat, ne, 40 let. Ja, en se je znajdel, pa... Bo v imenu neustavljivega napredka. Tako. Tako da bojo unika, so mislili, ta zadnji blok v vrsti, veš, nikoga ne gleda, sam Šentviški hrib, pa... Lepo zeleno. Če imaš malo sreče, še Triglav vidiš, ne, mogoče ne. Si se zajebo, ne. Aha, pa bo ena stolpica 15 štukov zraven. Najvišja stolpica v Ljubljani. Zdaj pa sploh je precedens zunaj Šiškarsko. Šiškarsko, we can go bigger. Ne, valjda. Zdaj bo v Dravljah večja. Dravljo reprezent, pa bo pa ful novih komadov, pa bo Nipke pel v ta veliki stolpnici. No, glavno, tako te lahko, ne, slab upis v vodniku na serije, da greš kele pod Belakvo, ali kva so že bili teli Alvari. Gledati zmaje. Pa v bistvu... Pa upa, da so šel goz za podo, pa greš na en za noč hamburger. Pa v Motel Six. Ja, pa v Motel... Ti so najbolj Aquila. Motel Aquila Six, ki so najbolj zanikani, kar jih pozna. Tako. In je to. Pa vržeš, greš v eno še striptease joint, pa to je to. Snaredo. To res ne vem, za kva pohodu, ker je Vegas bližje, veš, če bi že mogel. Odvisen, iz kjerega konca galaksije uletiš, ne? To je tudi res, ja. Z Betelgeze je najbrž bližje. Ampak kaj? Odvisen od prevoza, s čim se fjakaš. Odvisen, koliko dober reklamni katalog si dubo, veš. Tudi to, ja. Pa kam hodijo tvoji prijatelji? Ja, mogoče pa sploh... To je pa najbolj važno. To je pa najbolj važno, ja. Ker pač tam moraš biti, ne? Če vsi kaj hodijo, pa lej moraš jeti. Ja. Misliš, da niš pa reči, pa pizda, pa grem jaz drgam, ne? Ne. Mislim, ja, lahko greš na neki jačga, ne? Ja. To ja. Ne, moraš, lej. Pol greš v, ne vem, beto malega voza tam, kjer je štoparski vodnik doma, ne greš v Brekvinto. Tam je res lepo pije. Sicer isto je poziran, samo da so še... Ja, samo se skozi bari odprti. Bazeni so, pa bari, pa vse, ne. Pa skozi je sončni zahod, ker tle je cel dan, pa cela noč. Tako da ja, no. In pol je to. Ja, če je tak medcelinski poglavje, pa bomo tudi mi medcelinski, pa je to. Pečino obočali. Je kaj? Ja. Novega podpornika imamo, ne? Ja. Wow. Po dolgih letih suše, Simon. Hvala. Hvala. Simon. Bodite, ka Simon. Ja, tudi ostali. Sledite njegovemu zgledu. Če lahko, seveda. Če pa ne, bomo pa najbolj veseli, da nas poslušate. In če ste tole slišali, ste prišli do konca naše epizode, v kateri zmaji opojno letijo. Škaj, da malo pozabimo na to baton pa štango. V bistvu na Uniji originalni planet bi človek šule. Sliši se lepo, ne? Ja. Razen, če te ne zakur z Unijo. Verjetno zgleda tako neka
taka hipijska komuna. Grčija v 60-ih letih. Ali pa to, tableke, saj hipijska komuna. Nekam, kamor bi Johnny Mitchell šla, pa šla nazaj, bi pa napisala Plato. Lepo je bilo, vsi so se imeli radi. Ja. Kjer ste se me pa vi radi, ne pa povejte na Discordu, najdete nas na opravicujemo.se pošiljnica Discord, lahko pa z nami debatirate tudi na družabnih omrežjih, kjer smo posod afno opravicujemo se. Kakšne upojne kraje sporočite. To bomo preverili, če bo kakšno navezavo štoprsko. Bomo šli, če bomo šli. Zdaj od vsega sploh ne skrbi to denar, ampak to, da je res ne eko, veš. Kaj pa si pozabil še na virus, pa to? Še to imaš problem, pa. Kjer virus? Kakšen virus? Tega ni več. To je tudi hoax! Na teh, to je bil na teh! Lagal sem vam, 2 let pa pol. Primte ga. Samo vprašam, ne vem. A smo mogli še z virusom, ker da že 2 stvari nista predostvico. Sad to je že slučajno pozabil. Sem hotel. Se ne vem. Kaj pa je bilo z unim 2 raketam v Ukrajini? Mislim, na Poljskem. Ukrajinci so... Ni bila samo ena? Ukrajinci so po nesreč poslali. Ne po nesreč. Une so... Kao so proti raketam, proti ruskim so neki dajali. Pa je šla drugam. Nekam, ne vem kam. Pa ni zadelati druge rakete. Očitno. Pa smo se tretji svetovni zaenkrat izognili. Kukor sem razumel, je bilo kar blizu. Pa upajmo, da se slišimo drug teden. Če pa slišite to za namci nekje daleč, pa mi smo, z vami smo bili. Ali opeli in zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Tale z vami smo bili, sem pa mislil, da boš v nekam drgam. Sej sem pa se rekel, pust nam še apokaliptično. Veš, kaj bo smešen, če se to zares zgodi, pa smo... To bilo res smešno. Teden več ne bo. Na tej fajn je bilo. Vsi bomo enkrat umrli, tako da... Razen en je sam enkrat ostal, tako da... Ja. Vsi ostali smo... Unje je imel navezavo nekje. Je imel veze, nepotizem. Veze je imel visoke in high places.